spoštovani in spoštovani, začenjamo non-stop. Od gibljivih slik, torej k tistim nekoliko bolj statičnim, ki slikajo življenje. Miro, lepo pozdravljen. Miro Majcen, znan slovenski fotograf, letalec, strasten letalec in fotograf, ki se v zadnjem obdobju zelo veliko pojavlja v medijih tudi zaradi ene zelo specifične življenjske izkušnje. ChatGPT, ki o nas ve skoraj da vse o Miru, najpogostejše izjave v intervjujih spravi v fotografija kot način življenja in pripovedovanja zgodb. Potem Miro pogosto govori o strasti do letenja in letalstva in Miro govori tudi seveda o letalski nesreči ter o profesionalizmu pri koncertni fotografiji. Miro, kot ga vidi ChatGPT, nas pa predvsem mene osebno predvsem zanima, če se ti sploh spomniš zdaj teh prvih fotografij, vemo te, da si poslikal ogromno koncertov, te začetki, pa malo tako eno retrospektivo narediti. Ja, filmski časi, daleč nazaj. Moj oče je bil učitelj fotografije oziroma je krožek na šoli za gluhe in gluhoneme in tam se jaz učil fotografirati, razvijati filme in tako naprej. Nikoli me ni zanimala profesionalna fotografija v tistem času, z glavo sem bil takrat druge, bolj v računalnikih in o teh stvareh kot vsi mulci, ker takrat se je to razvijalo. To so bila kakšna pozna 80-ta? Ja, precej pozna 80-ta, ja, tako. Takrat se je zadeva začela razvijati, hkrati sem pa hotel priti blizu avionov. In dostop do avionov je bil možen z akreditacijo, ki si jo dobil, če si imel fotoaparat, pa če ne. In nekako na ta način sem jaz rekel, grem jaz na mitinge in sem začel hoditi na mitinge letalske in tam sem imel 2-3 filme in potem sem videl, da če še bliže priteram pa res to akreditacijo in potem sem rekel, če mi dajo akreditacijo in tako sem spoznal ta svet. Da rečem, v show biznis oziroma v fotografijo show biznisa gre preko letalskega sveta? Ja, v bistvu čist, popolnoma se prepleta in se pol čez nekaj časa tudi vrnil. Začel se je to v Portorožu na letališču, pa na Brniku, ki je bil nek velik miting konca 80-ih in tako naprej. Tako da tam se je začelo, tam se je začel. Verjamem, da si tudi veliko letel z letali, ki so dostopna samo s posebnimi akreditacijami, verjetno tudi kot gost pilota in tako naprej. O tem bomo v nadaljevanju, če pa želiš že kar povedati. En moj prvih letov je bil s helikopterjem vojaškim, ki ga je vozil pokojni Toni Mrlak in sicer iz Pokluke med taborom s planinskim društvom so vozili tiste stare oficirje na Triglav in jaz sem vprašal, če lahko presedem, če me pelje en krog, dejansko me je. Z Gazelo in nad Bohinjskim jezerom nikoli pozabil in takrat mi je vrtel bitle na tisti radijski postaji, ki jo lahko tudi pilot posluša, noter na enem inštrumentu, ki je sicer namenjen za navigacijo, nima veze, ampak sva šla tam in pristala in potem je prišel vodja tabora, jaz sem to seveda brez dovoljenja naredil, prišel vodja tabora in rekel, da seveda bom kaznovan, bom posodo pomivati za cel tabor, ker sem šel leteti brez dovoljenja. Hkrati je on vprašal pilota, če lahko gre leteti z njim, in pilot je rekel, da tisti, ki otrokom daje pomivati posodo, zato ker so z njim leteli, pa z njim ne bo letel. Meni se je seveda to takrat zdelo fenomenalno. Tako da bi en prvih poletov bil prav to. Lep, ampak predstavljam si zadrego, zdaj tega vodja te starešine, kaj bo napisal? Kaznovan je bil, ker je šel leteti. Točno tako, jaz se je sam smejal. Sej, ampak smeh je ena taka strastna zadeva, ne moreš je fejkati oziroma ne moreš je ponarejati. In ena od misli, ki sem si jo s pomočjo ChatGPT zapisal, torej kdaj si začutil, da so slike nosilci teh čustev in izkušenj, to velja za tvoje fotografije, da povzamejo čustev, povzamejo dogajanje, želijo biti fotodokaz nečesa, kar se tam dogaja. Ja, to je moja ideja. Ko pridem tja, ne razmišljam o tem na ta način, ampak vidim in probam zabeležiti na način, ki mene spomne na to. Ne znam tega v neko formulo spraviti, razumeš? To je pač en moment, ki si tam in ga vidiš in rečeš, tako ga bom zabeležil. In potem tudi v povezavi s temi jezeri pride klic Rolling Stonesov. Ja, po kakšnih 20 letih trdega dela. Če je bilo 20 let trdega dela, za uspeh preko noči, potrebno počakajva še malo, skočiva na Kajstal festival, pogledati, kako doživlja dubioza Slovenijo, festivale in festivalsko dogajanje, ko bova nazaj pa se bolj posvetiva tudi temu, kako si pravzaprav postal tisti fotograf, ki ga je Mick Jagger, katerega delo je Mick Jagger uporabil za svojo profilno oziroma naslovno fotografijo na Facebook. Grejo na Stonese. Točno to. 20 let, pregovor pravi, za uspeh preko noči je potrebno 20 let garati, po 20 letih uživanja v fotografiji, gojenja svoje strasti, Mick Jagger. Ja, 20 let dela, v bistvu obiskovanja koncertov in to te pač pripelje do pravih ljudi, ker vemo, da v tem poslu, to je posel,
In potem se zgodi pač povabilo, tako ali pa drugačne. In potem si tam... Tebe so takrat pač povabili. Jaz sem dobil pač na fotografsko akreditacijo. Ne. Mene so povabili, da bi postal njihov uradni fotograf. Okay. To je bila njihova želja. Jaz sem bil priporočen z večjih koncev. Seveda so me background check naredili, preverili in tako naprej. In potem so me povabili tja in jaz sem direktno bil tam zadolžen za to, da pač to je bil prvi koncert, ne, v Špilbergu v Avstriji, v pol metra blata. Jaz sem bil zadolžen, da pač fotografiram in dogajanje v zakulisju, backstageu, neke promofotke za njih in potem seveda celoten koncert. To je bila moja. In potem je nastala fotografija, ki jo Mick Jagger uporablja za... Med množico te fotografije. Jaz sem seveda njim naslednji dan vse te fotografije poslal. Nisem vedel, da bojo oni to objavili, kako bojo to objavili, ker so pač oni tisti, ki s tem razpolagajo. Moje delo je takrat zaključeno. Jaz potem čakam, da se to praktično zgodi in čez nekaj časa se je potem pojavila na Mikovem profilu ta fotografija, seveda z Mika, slikanega v hrbet z dvignjenim prstom. Ne. In še zmeraj je tam. In še vedno je tam, od leta 2017. Ne. Dejansko bi temu rekli ikonična fotografija. Očitno mu je všeč. Glede na to, jemljem si to kot neko čast, glede na to, da je Mick Jagger, ki vidi na tisoče svojih fotografij, oziroma jih je videl v 60 letih. Da je eno toliko časa v današnjem času, ko vemo, da se fotografije menjajo iz sekunde v sekundo, da je ostala in da mu je všeč, to si štejemo veliko čast. Arne Hodalič je nekoč povedal, da zaradi opusa, zaradi njegovih fotografij, če pride pred kakšno uredništvo, ni potrebno, da gre po vseh stopnicah, ima ta privilegij oziroma na račun dela ga kdo vzame preko vrste. Ti je ta fotografija odprla potem še kakšna druga vrata. Kako je potem, ko posnameš tako fotografijo? Ja, mislim, vsi vejo za to, ker je bila dosti medijsko izpostavljena zadeva, tako da mogoče te malo drugače jemljajo, seveda, ne. Ampak jaz probam tega ne izpostaviti, probam, da fotografija moja, jaz raje ljudem pokažem vse fotografije. Lejte, to je, kar delam, ne. Na ta način vam lahko pomagam oziroma vas poslikam. To je to. In ko prideš potem enkrat, temu reči, v to industrijo, v mašinerijo, to je čisto konkretno, ti dobiš neke datume, greš na koncert. Ko greš na koncert, se mi zdi stopnja preverjanja še višja kot recimo skoraj na letališču. Kako je to za fotografa? Kaj, pregledajo vso opremo, te pregledajo tebe, naprej, nazaj? Ne, sploh ne. Sploh ne. V bistvu, mi smo tam zato, ker oni vejo, zakaj smo tam. Oni vejo, da smo mi profesionalci tako v svojem delu, kot v svojem obnašanju in svojem pristopu in vejo, da od nas pričakujejo lahko samo najboljše. In tukaj se pa samo enkrat, jaz ne bi nikoli šel v zaodarju do nekega znanega pevca in začel selfije delati. Če mi on reče, da je prid se bo slikal, pa bi se... Dobro, to v vsakem primeru, ne? Ta profesionalizem je zelo pomemben in to je tisto, kar v bistvu je ta pregled, ki si rekel, ki je pomemben. Se pravi, oni pričakujejo tebe, da ti to si. Drugač, sploh ne priješ blizu. Ne moreš priti blizu in potem verjetno tudi tisti, ki za tebe da besedo, malce na nek način odgovarja. Samo enkrat, zafrkneš in te ni več. In verjetno tudi samo enkrat ujameš koga v kader, v katerem si ne želi biti. V takem primeru se raje obrneš stran, fotografijo zbrišeš. Moja naloga tam je jasna. Moja naloga tam je določena, to pomeni slikaj to, pa to, pa to. Drugih stvari tam ne slikaš. In to pokazati v najboljši možni. Ja, človek mora izgledati tako, da je sebi všeč, oziroma da je njegovi mašineriji PR-ovski v zadnji všeč. To je pomembno. Miro, ko hodiš nad oblaki, pazi na vsak svoj korak, so peli ta isti dan, da ti nisi pazil na korake, si pa veliko letel tudi z eno najbolj atraktivnih letalskih skupin v tem delu sveta in sicer na svetu Red Bullovi Flying Bullsi. Ja. Naj za začetek vprašam, kdo je v tem svetu letalstva Mick Jagger? Oziroma, ali je Mick Jagger v tem svetu in si ga že ujel v svoj kader oziroma objektiv? Ja, ogromno je nekih dobrih pilotov. Ne. Eden najbolj takih legendarnih je tiskaj šel tudi na Luno. Ne. Poznamo, General Chuck Yeager, on je bil legenda. Jaz sem ga videl pred mnogo leti na enem airshowu, tudi od njega sem potem dobil neko sliko z avtogramom. Drugače so pa te ljudje, so zvezde v svojem svetu, ampak takrat, ko so zaprti v kabine in recimo delajo akrobacije in tako naprej. Enega takega smo nenazadnje pred nekaj leti tudi mi imeli priložnost pogosteje spoznati. Peter Podlunšek je bil na koncu v sami špici pilotov Red Bullovega Air Race, tekmovanja, ki smo ga dali za nekaj let na stran, upamo, da se vrne. Sicer ti, koliko imaš izkušenj s tem letenjem? Si pogosto izkušal te, bom rekel, njihove prvine, zato da si jih znal potem posneti? Ja, jaz sem pač, imam licenco pilota, zasebno
posebnega, tako da iz tega vidika in celo življenje že to delam. Prosti, če mogoče še malo razložimo vprašanje. Ne? Vsi mi poslušamo, ne vem, Stonese celo življenje in potem vemo, kaj se bo v nekem delu komada zgodilo in potem si predstavljam, ker danes smo vsak telefon in vsak svoj profesionalni fotograf, vemo, kdaj bomo. Ne? Kako je to v letalstvu? Koliko moraš preleteti? Letiš zaradi tega, da potem čutiš in preneseš? Kar se tiče fotografije, je absolutno zelo dobro, da poznaš, kako letalstvo deluje. Ne? Predvsem premikanje, recimo v formaciji in način, na katerega se letalo obrne. Tako da to ti absolutno pomaga. Razumeš, kako bo letalo nekako pozicionirano, kako bo najbolj, da bo tudi na fotografiji izpadlo. No? Tako da to so absolutno stvari, ki pomagajo. Ja. Nekaj dni nazaj je svet pretresla novica o prerani dejansko smrti Felixa Baumgartnerja. Vidva si mi prej povedal, ste se tudi poznala. Kakšno je bilo vajno sodelovanje? Ste si ga pogosto slikal? Sta bila redno v kontaktih? Ja, Felixa sem poznal po moje kakšnih 15 let. Nazadnje sva se videla letos konec aprila v maju v Mariboru na njihovem tradicionalnem letnem treningu in imela sva en tak lep odnos, kolegialno, prijateljski, tudi v času, v tistih mojih težkih časih mi je zelo stal ob strani z nekimi sporočili, motivacijo in tako naprej. In tudi, kadar sva pa fotografirala, je bilo pa to čisti profesionalizem z njegove strani. Naredil je to, kar rabiš in tako naprej. Je pa tudi ogromno delil enih izkušenj, znanja, tudi failov njegovih in v bistvu zelo pomagal tudi k temu pilotskemu razvoju mene takrat, na začetku. Kako v bistvu razmišljati o letenju, kako se lotiti kakšnih stvari in tako naprej. Ampak tako kot je Felix letel, takšnih je zelo malo, bistveno več drugih, ki lahko letenje izkusijo z drugimi licencami. Ti si pilot ultralahkega letala? Zasebnega, private pilot license, ja. Ok. Ja. Še vedno veliko letiš? Zdaj trenutno še nisem še dobil nazaj medicala, v bistvu tega zdravstvenega dovoljenja. Sem pa bil veliko v zraku že s kolegi in z vsemi ljudmi, ki pač letijo, tako da sem nekako ohranjam, bom rekel, to kondicijo, tako da zdaj pa upam, da bom kmalu lahko. Malce se dotikava seveda tudi dejstva, 4 leta bo tega, ker bi se tvoj polet lahko končal drugače kot z neko motivacijsko pripovedjo, ki jo je seveda potrebno zlasti zaradi rekonvalescence, postavljanja nazaj na noge, pogosto izpostavljati. Predno se mogoče tej poti postavljanja nazaj na noge bolj posvetiva. Morda najprej ta strast do letenja. Prej si rekel, da je bila že v srednji šoli oziroma da si bil že takrat zastrupljen s tem, da si zato začel fotografirati. Pa vendarle, to za večino ni dovolj za to, da grejo potem leteti. Ko te pič, pravijo, ne? Ja. Ko te pič in pač moraš se spraviti do tega. Jaz sem sicer zelo pozno pa spravil to licenco delati, ne? Ampak vedno sem bil pa prisoten, ne? Pri kolegih, skozi sem bil zraven z aparatom, ne? In tudi finančno ni bilo nekaj časa možno, te stvari so še zmeri zelo drage. Še vedno je investicija. In moraš sam investirati, ne? Jaz sem se v mladih letih celo enkrat za štos bolj prijavil na NASA za astronauta, imam še zdaj doma tisto oranžno kuverto in tam za Mission Specialista na Space Shuttle, bizarna, smešna zgodba, ampak za foro sem izpolnil obrazec, to je bilo dobro, se je začelo. Srečko si kupil, tudi in potem loterija je imam še zmeri tisto NASA in za Mission Specialista pa so ugotovili, da rabiš 2 doktorata najmanj in tako naprej. Komplicirajo, le. Ja, ne, ampak bi pa šel, vedno me je zanimalo, to hočem povedati, vse kar je gor. In ko si se pripravljal na to, da boš nekoč sam gor, zagotovo nekoč sem hotel skakati s padalom in njeno poglavje o morebitnih zapletih. Kako je bilo spremljati navodila, če se zgodi? Si kdaj pričakoval, da jih boš rabil? Se mi zdi, da eni jemljamo to zelo resno, eni jemljamo to zelo tako. Dobro, bomo spoznali. Počasi sem šel v ta svet, zato ker sem tudi s padalom jadralnim nekaj časa letel in tam izkusil par takih pristankov v koruzo, ne? In potem nekako se zavedaš, da lahko zelo hitro... Gravitacija mojstrica najstarejšega poklica. Ja, noben še ni gor ostal, tako da iz tega vidika, ampak zavedaš se pa tudi tega in skozi leta spoznavaš, da ni tam nekih neumnosti za početi, da ni tvoje delo, da si heroj, ampak da delaš vse tako, kot si naučen po pravilih in da ne delaš neumnosti po domač povedano. Ker letalstvo je v osnovi zelo varno zadeva, zelo regulirana. Nekateri bi celo rekli, da veliko pravil, ki velja v letalstvu, gre prenesti v siceršnje življenje. Se kdaj ravnaš po priporočilih iz tega, da rečem, letalskega sveta? Ja, te checkliste, kljub temu, da so to ponavljajoče stvari, ki jih vsakič prebereš, kaj moraš narediti. V letalstvu je to zelo pomembno in tudi
ko grem recimo fotografirati, imam v glavi neko tisto svojo checklisto stvari, kakšne stvari imam tudi napisane, da kakšnega detajla ne pozamem, predvsem pri pripravi opreme ali pa določenih drugih stvari, ki so zraven. Pa kljub temu se zgodi, tebi se je. Brali smo, nikoli nisi skrival, da rečem, tega intimnejšega dela Mira, ne, povedal si, kako je bilo hudo, spremljali smo potek tvojega zdravljenja, prej si povedal, da si v postopku pridobivanja vnovičnega dovoljenja za letenje, da je praktično že pred vrati. Pa kljub temu 4 leta, težko obdobje. Je kakšna misel, ki jo lahko potegneš, rdeča črta, ki bi jo lahko potegnil skozi vseh teh veliko mesecev? Never give up. Never give up, ne, to je tisto, ustraje do konca in vsak dan je, veš, tisto malenkost več narediš in se da in potem je seveda boljše na koncu. Nikoli več ne bo tako, kot je bilo, ne, ampak to nima veze, gremo naprej. Ne. Tako da smilice za nazaj se mi zdi brez veze. Je pa ste treba zavedati, da za vsakega je tista njegova poškodba najhujša in če imaš to v glavi, ne, potem pač razumeš tudi druge in znaš v bistvu potem to svojo izkušnjo, ki jo imaš, tudi nekako njim olajšati. Ne. Koliko se spremeniš po taki izkušnji? Ne vem, to bi mogli drugi povedati, ampak jaz mislim, da jaz sem se probal malo se potegniti pa umiriti. Če malo držim za besedo, ne? Rekel si, da vseeno neke checkliste pa imaš, gotovo verjetno tudi pri sebi opažaš neke spremembe. Imaš. Mečkam bolj, tudi kad sem letel, mečkam bolj mogoče opazujem, ne, imaš nekje v zadju, da se je nekaj zgodilo. Čeprav se nesreče nič ne spomnim, tudi nisem bil takrat v vlogi pilota, jaz sem bil takrat kot potnik na poti domov praktično z terena, z fotografiranja letalskega mitinga, ko se je to zgodilo. Tako da nimam nekih kadrov, bom rekel, pred sabo, kaj se je dogajalo. Imam tiste kadre potem kasneje, ne, ampak ja, verjetno si malo bolj paziš na vsak svoj korak, ne, če se vrnem. Če se vrnemo na dan D, ne? Ja. Dan D bi lahko res bil takšen, bil je dan z začetek nečesa, morda tudi novega, pa ne nazadnje tudi verjetno načel si, ne, drugače se obračaš do drugih, ki imajo bodi si lepše, manj lepe izkušnje, sočutje, verjetno bolj jih razumeš, ker tam v bolnici sploh Soči vidiš, vsak ima svojo zgodbo, ne, in ogromno časa, da ti to pove in ogromno teh stvari slišiš, tudi vidiš, kako ljudje ne napredujejo, pa bi si želeli in vidiš, kako trpijo zraven in pač odneseš to s sabo in imaš to pri sebi vedno. Ne. Skratka, letalstvo veliko vzame, ampak tudi zelo veliko da. Ja, ogromno. Mislim, svoboda je. Letalstvo je svoboda, tudi jaz mislim, da bo vsak to rekel, ne. In nek občutek miru, ki ga imaš takrat, ko si v zraku, sploh, ko sam krmiliš letalo. Ne. Kaj pa, kakšne večje hitrosti, najhitreje, najbolj visoko, kaj je to bilo, Pilatus? Sigurno, bili so jeti, ne, bilo je nekaj jetov in tega. So ti kdaj dovolili prevzeti krmilo? Ja, so, to ni noben problem, ne. Sam ni zdaj to celo letenje, da si ti tam, ker ni tvoja vloga, zato da si tam, ampak kakšnih 20 minut, pa sigurno, da si imaš tisto komando v rokah, ne, vedno je seveda prisoten v teh letalih večjih nekdo drug. Moja izkušnja letenja s Petrom Podlunškom je taka, da ko je poravnal letalo, je bilo približno tako, kot da bi s krilom ob nekaj trdega udaril. Ja, tup, ja. Ne? 1 do 2 vizavi letenja na dirki, super. Kako je bilo leteti potem v takem vojaškem šolskem letalu? Daj nam malo pove, vsi sami sanjamo. Tudi jaz sem s Petrom letel enkrat, pa so bile drevesa tako gor, ne, pa mura od spodaj, ampak mnogo let nazaj. V vojaškem letalu misija naša je bila pač določena, kaj delamo, šli smo visoko v neko območje in tam smo seveda pač neke manevre delali, predvsem tiste, ki so jih morali oni narediti, naredili smo pa tudi kakšen bolj ostar zavoj. Če poskusiva ta letalski svet, po moje tudi svet, v katerem ni prav veliko prostora za adrenalin, ker je vse zelo, zelo preračunano, vse je stvar nekih checklist, prenesti v sicer tvoje profesionalno delo, v fotografijo. Koliko sta ta dva svetova pol pokrivata? Ja, mislim, ogromno je enih priprav, to moraš vedeti. Vse, kar zgleda na fotografiji, da je nekdo nekaj divjega naredil, pomeni 1 uro pogovora, pa priprave, pa razmišljanja, kako boš to naredil. Od tega, kako bo letalo pozicionirano, tisto, s katerega slikaš, ne, do tistega vzadej, kako bo, kje bo svetloba, sonce, višina, kaj je spodaj in tako naprej. Ogromno je priprav za to, da imaš mogoče eno ponovitev lahko tistega, ali počasih še to ne, ker je vse tudi zelo drago. Ne. To je v zraku, potem pa na tleh imava koncertno fotografijo, tam pa se mi zdi mogoče še manj možnosti za ponovita. Ja, 2 pa 3 komade.
ali pa enega včasih. Ravno zdaj te dni ima Bryan Adams koncert v Puli, on pusti samo en komad slika, zdaj bom rekel, nas pres fotografe in to z njegove leve strani, in potem želi slike še videti in jih odobriti pred objavo. Žalostno, da je tako. Jaz sem sicer kritik tega načina, da se vedno bolj zmanjšuje dostop, ne glede na to, da ima vsak v publiki telefon, ne podpiše nobene pogodbe in lahko fotografira. Nas se pa zelo, zelo omejuje, kaj lahko mi kot mediji, kot medijski fotografi sploh spustimo v svet. Včasih je bilo to 3 komade pred odrom, zdaj je to en komad na sredini štadiona. Slikal sem Robbie Williamsa, 3 komade praktično na sredini štadiona, oddelačne, pa še na nivoju ljudi, da si više, da moš imeti roke od spredje. Tako ogromno je teh omejitev. Predstavljam si nek punk koncert, ko mogoče to niti ni tako slabo. Prideš domov, dišiš po čem drugem, ne po pivu, recimo. Ja, punk koncert je super za slikati, dokler ti kdo na glavo ne pade, ampak lahko pa ti tudi seveda kaj odlomi, ampak moš to računati. So pa slike totalno druga dinamika. Kaj je najlepše slikati? Vse, kar se tiče koncertne fotografije, čisto vsak del je zanimiv. Od tistih, bomo rekel, na videz dolgočasnih priprav v ozadju, ko se človek, popravlja slušalke in monitorje, ali pa se rihta do potem tistega, ki je laufa v avto, in seveda vsega vmes. Je kaj, kar si tako Miro napiše, dragi dedek Mraz, dragi Božiček, dragi Miklavž in drugo leto spet. Skratka, je kakšna takšna še neizpolnjena želja? So, neizpolnjene želje so biti še na kakšni fini turneji, ki mi bo dala zelo dober dostop za fotke, mogoče tudi malo drugačne, bolj ta reportažni način, ne tak klasično glasbeno-fotografski, se pravi dober dostop, pa tudi dobra muzika. Miren let, Miro, na takih turnejah, mi se veselimo fotografij. Hvala, da si bil naš gost in do prihodnjič. Bodi lepo. Z veseljem.